Natančno, zbrano in osredotočeno usmerjanje vozila v smeri, kamor vozimo, sodi med temeljne varne vožnje. Trenutek, ko voznik izgubi nadzor nad smerjo vozila, vodi v katastrofo. Takrat lahko avto zdrsne s ceste ali pa nenadzorovano zavije na nasprotni vozni pas in pripelje do usodnega čelnega trčenja. Med sodobnimi asistenčnimi sistemi, ki vozniku pomagajo voziti varneje, navajam pomagajo voziti varneje, sodi tudi tako imenovani lane assist oziroma sistem za ohranjanje smeri znotraj voznega pasu. S tem sistemom voznik v pomoč dobi tretje oko. Kamero. Ta kamera vse skozi spremlja talne oznake na cesti. Vsako odstopanje pa javi v nadzorno enoto. Nadzorna enota pa sproži popravek na volanu. Tako deluje lane assist. Lane assist je seveda najbolj učinkovit takrat, kadar povezano deluje z vsemi ostalimi asistenčnimi sistemi, ki so na voljo v avtomobilu. Takrat je varnostni ščit elektronskega nadzora sklenjen. Tako kot pri vseh varnostnih sistemih, se vozniki moramo še vedno zavedati, da je to pomočnik, ki pomaga voziti varneje. To pomeni, da pri uporabi lane assista nikakor ne moremo dvigniti roke in vožnjo prepustiti avtomobilu. Voznik mora za varno uporabo tega sistema spoznati njegove prednosti oziroma način delovanja. Prvi sistemi so voznika predvsem opozorili, če je brez uporabe smernikov nenamerno ali pa namerno menjal vozni pas. Današnji sistemi pa vozilo zelo učinkovito ohranjajo na sredini voznega pasu. Pri tem še enkrat opozorilo, da to ni sistem samodejne vožnje. Ta sistem seveda pomaga voziti varneje, ne pomeni pa, da zmore voziti sam. Da to ni sistem, ki bi samodejno vozil, jasno opozori voznika takrat, ko voznik preusmeri pozornost na neko drugo početje. Največja nevarnost oziroma nepravilnost pri uporabi tega sistema je pretirano zaupanje. Pri tem ne govorim o tem, da sistem ne bi deloval. Govorim o tem, da mu voznik pretirano zaupa oziroma preda vlogo vožnje. To je še vedno vloga voznika. Lane assist le pomaga obdržati smer znotraj voznega pasu takrat, ko voznik zaradi nekega motečega dejavnika izgubi fokus na cesti. Za pravilno uporabo lane assista je ključno, da sistem najprej dobro spoznate. No, pri uporabi tega sistema se nikakor ne gre zanašati na razne internetne videoposnetke, katerih ljudje izkoriščajo sistem kot samovozeči sistem z zatikanjem raznih predmetov za volan in tako umetno povzročajo upor na volanu, da bi sistem prelisičili, da dejansko voznikove roke držijo volan. Nikakor ne gre početi kaj takega, pisati po telefonu. Voznik kljub uporabi tega sistema še vedno mora ostati voznik in upravljati vozilo. Varovalka v sistemu je tudi ta, da sistem neprestano preverja voznikovo aktivnost. Da lane assist ve, da aktivno vozite, dobi informacijo preko volana, saj voznikove roke vse skozi vršijo nek minimalni upor oziroma pomik na volanu. Takoj, ko tega ne zaznava več, seveda se sproži reakcija, s katero lane assist poskuša pritegniti voznikovo pozornost. Utrujenost za volanom je seveda tista velika težava, ki se jo mnogokrat vozniki niti ne zavedamo. Vsak pisk, vsako novo posredovanje sistema je seveda tista varovalka, ki vozniku mora sprožiti zavedanje, da je pa morda že preutrujen, da bi vozil naprej. In to je tudi ena tistih ključnih prednosti tega sistema. Zlasti pri utrujenem vozniku lahko tak pomočnik tudi prepreči najhuje prometno nesrečo in zbudi voznika. Sistem za nadzor smeri deluje povezano tudi z aktivnim radarskim tempomatom, ki samoodzejno nadzira varnostno razdaljo. Njuno povezano sodelovanje tvori nov vozniški asistent, ki ga imenujemo asistent za potovanje in omogoča drugo stopnjo avtonomne vožnje. Druga stopnja avtonomne vožnje seveda ne pomeni, da lahko spustimo volan in avtomobilu prepustimo vožnjo po avtocesti, pomeni le to, da vozilo zmore pri določeni hitrosti ob pravilnih talnih označbah za nekaj trenutkov prevzeti nadzor nad krmiljenjem in nad varnostno razdaljo.
Sistem lahko dobro deluje le na dobro označeni cesti, kjer so jasno zarisane meje voznega pasu oziroma roba cestišča. Ukolikor teh oznak ni, nas bo sistem tudi samozavestno opozoril, da ne more zagotoviti svojega delovanja. Poleg tega pa je, tako kot pri vseh asistenčnih sistemih, tudi pri tem asistenčnem sistemu odločilen dejavnik vreme. V močnem sneženju, v močnih nalivih, v hudi megli kamera seveda ne more slediti talnim oznakam vozišča in ta sistem ne more delovati nemoteno in pravilno, tako kot bi v idealnih razmerah lahko deloval. Priporočilo vse to, kar je tle na mestu v smislu, da to ne pomeni, da lahko pišemo po telefonih, da lahko brskamo po spletu, da se lahko osredotočamo na druge stvari, ampak ostanemo fokusirani v vožnji in da poznamo svoj sistem, kako deluje, na kakšen način deluje in kdaj bo pomagal.